Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Petkovo druženje na vrtu Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica je služilo deljenju nasmeškov in pospeškov dobre volje, medgeneracijskemu povezovanju in predstavitvi vključitve oseb s posebnimi potrebami v športne aktivnosti in delovni kolektiv. Danes je pa druženje z lokalnim okoljem, z tako rekreativnim dogodkom, kjer želimo pokazati neko obliko sodelovanja, neke oblike, kjer si lahko en drugmu smo vzor, ker med temi tekači so tudi naši maratonci. Jaz jih občudujem, ker jaz še nisem pretekla razdaljo 42 km. Po drugi strani je pa to druženje od najmlajših do najstarejših z našo populacijo. Na tekaški prireditvi Naš tek so se lahko pomerili vsi rekreativni tekači, ki radi tečejo, ali profesionalni tekači. Med drugim je tekla tudi atletinja Brigita Langerholz. Priredili so kar 4 teke, otroški tek kros, tek na 1500 metrov in tek z vozički. Takole so se skozi štart po idilični trasi do Šobca, dolgi 7 km, podali ljubitelji krosa. Po dobrih 25 minutah je v cilj pritekel prvi tekmovalec Danilo Šimnic, čez 2 minuti se mu je kot drugi pridružil Jure Weiss. Iskrene čestitke, nahajamo se v cilju, drugo mesto, pretečenih 7 km, kako je šlo? Ja, šlo je odlično, ampak moram reči, da danes tudi prednost domačega terena ni pomagala. Kljub temu, da smo zjutraj progo urejali, sem si vse lahko gledal, ampak danes je bil Danilo Šimnic hitrejši. S kakšnim namenom ste se pravzaprav udeležili današnjega teka? Jaz sem se udeležil, ker sem pravzaprav eden izmed organizatorjev in se skoraj spodobi, da se tudi udeležim tekme na domačem terenu. Sicer je pa namen teka povezovanje, druženje, integracija, inkluzija oseb z motnjo v duševnem razvoju, da vsi pridemo skupaj, športno tekmujemo v duhu fair playa, vsi gremo na zmago in se potem podružimo. Skratka, zato tudi ime teka Naš tek. Teka se je udeležil tudi varovanec Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, ki se je preizkusil že na ljubljanskem maratonu na 42 km. Iskrene čestitke, 5. mesto, 7 km manj kot 42. Razen razdalje, v čem je še razlika? Nekako, da je večji užitek laufati več kilometrov, pa dolg časa kot krajše. Sem se naučil uživati v tem. Kako je šlo danes, kaj krize, kaj boli? Bilo je, ja. Tudi je bilo krize. Kakšna je bila trasa? Kar dobra. Posebnost letošnjega dogodka je bil posebni voziček, s katerim so lahko na teku prvič sodelovali tudi gibalno ovirani varovanci. To je pa ena pridobitev, ki smo jo z donatorji kupili, da lahko osebe na invalidskem vozičku udobno tečejo s tekačem. To smo predstavili na enem teku Wings for Life prvič, pa prej pred 14 dnevi na poslovnem teku Trojk, kjer so bili glavni donatorji. In s tem smo tudi omogočali osebam na invalidskem vozičku, da doživijo to možnost biti na eni rekreativni običajni prireditvi. Cena vozička znaša kar 3000 evrov. Kupili so ga lahko le s pomočjo podpornikov, ki se redno udeležujejo njihovih dogodkov. Mi s tem oblikom sodelovanja tudi mogoče se povežemo s kakšnimi podjetji in dajo priložnosti, ne samo v denarju, ampak tudi v priložnosti se pokazati. Ravno včeraj, ko smo imeli to druženje na vrtu, so bili naši partnerji kot Vila Podvin pa Mojster Štefelin, s katerim smo konec preteklega leta predstavili našo blagovno znamko Biseri. Kot vidite, imam tudi ta logo. Gre za unikatne umetniške izdelke iz gline in tekstila, ki nastajajo v okviru blagovne znamke Biseri. Na ta način se varovanci usposabljajo in zaposlujejo. Tudi unikatne glinene medalje, ki so jih prejeli prvi 3 zmagovalci na tekih nasmeškov in pospeškov, so ustvarili uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo iz Radovljice. Poleg nasmeškov in pospeškov so na zabavnem druženju poskrbeli še za dobro glasbo, hrano in pijačo.